Murini delavci, ki protestirajo pred tovarno, zahtevajo odstop vodstva in nadzornega sveta podjetja, nezaupnico pa so izrekli tudi predstavnikov sindikatov. Dokler zahteve ne bodo izpolnjene, delavci ne nameravajo nadaljevati dela. Opozarjamo, da premoremo najvišje normative glede kvalitete opravljenega dela na svetu in da smo v prihodnje še pripravljeni izboljšati standarde za kvaliteto na najvišji možni tehnični ravni. Za to delo pa tudi pričakujemo ustrezno, človeka vredno, dostojno plačilo. Kakšne so zahteve? Da odstopi vodstvo uprave, da uprava odstopi, da vodstvo sindikata odstopi, da se vse te zahteve, kaj je delavec tu delal, plača, regres, pa to dobi izplačano in od tega ne odstopamo. Ti protesti niso organizirani s sindikatom? Ne, nažalost niso organizirani. To je bilo spontano, čisto spontano. In mi, ki smo zdaj tu, smo prišli iz posle, ker smo že na čakanju. Moj apel, pa prošnja, dajte, držite zdaj skupaj, ne se zdaj bom prav vsem pa tja, kdo kje kaj, vsi vemo, da je velika problematika, oziroma zelo pereča zadeva, ampak dajte, držite zdaj skupaj. Čim bodo, ker zdaj bodo oni spet poskušali vas razdeliti, torej držite skupaj. Zdaj, kje je Podlesnik, nimam pojma. Jaz ne vem. Vodarovi, prav tako nimam pojma, zakaj ni prišla danes delat, zakaj niso prišli danes delat ostali člani uprave. Jaz se nisem vedel. Kako komentirate današnjo stavko? Glejte, zadeva se je očitno zelo spontano začela pri ljudeh samih, jaz si moram povedati, da jih absolutno podpiram. Namreč ta agonija okrog Mure traja že pol leta, več kot pol leta, 3/4 leta. Mi smo na te zadeve opozarjali že januarja, namreč sam osebno sem sklical že decembra lansko leto vse pomurske poslance, vse župane pomurske, tudi vodstvo Mure, kjer smo sprejeli ene zaključke, 6 zaključkov, poslali smo predsedniku vlade, ministru, predsednik vlade sploh ni odgovoril, še danes nimam odgovora. Minister dr. Lahovnik je nekaj malega vljudnostnega odgovoril, vmes je potem nastala tista izjava strani soda in tudi ministra, da Muri kot take kot je več ne bodo pomagali. Veste, to pri ljudeh vzbudi, bom prav, nelagodje in glede na to, da je v Muri toliko ljudi zaposlenih in da bo stopnja brezposelnosti več kot 20%, to je posebna situacija in zato mi zahtevamo posebno reševanje te krize. Ker je pač Mura dejansko tako vpeta v celotno pomursko gospodarstvo. In če tukaj država kot ena izmed lastnikov ne najde neke rešitve v smislu, da je tudi predlaga, ker do sedaj niso predlagali, iskali so samo preko javnih občil potencialne rešitelje in ne vem kaj še vse, ker je pa tudi sama solastnik bi tukaj morala sama pripraviti nek scenarij. Torej, in tukaj sedaj ljudje sami spontano zahtevajo, da vlada nastavi novo vodstvo, kateri bo zaupala in seveda dala tudi neka sredstva na voljo, s katerim bodo oni pač nekako delali, da bodo zagnali proizvodnjo naprej. Oni delavci ne rabijo miloščine, oni so pripravljeni, znajo delati, zato tudi njihov spontani takšen odziv, ker v preteklosti so jih tako, verjetno sindikat jih ni upošteval večino delavcev, tudi strani državnih sindikatov ni bilo tiste podpore, kar bi bilo, ne. Tako da jaz mislim, da sedaj pa res skrajni trenutek, da predstavniki vlade pridejo in povejo, bomo storili to in to, rešili bomo toliko in toliko delovnih mest v tem in tem času, za ostale bomo zagotovili takšen in takšen fond za odpravnine, torej da bodo ljudje imeli točno vedeli, kje in kaj se bo z njimi dogajalo, da bo vseeno neko eksistenco nekaj časa imeli zagotovljeno. Še boljše je bilo seveda, če bi pa se odločili, da aktivno stopijo v lastniško strukturo na takšen drugačen način, nastavi svoj vodstvo in dajo nek fond denarja, s katerim bodo operirali, kajti ljudje, strokovnjaki, ki znajo to branžo voditi, so tudi iz našega okolja, ne pa da vedno prihajajo od drugod takšni ali drugačni strokovnjaki. Ne želimo več življenja, ki bo goli boj za preživetje. Bravo!